Žan Tetičkovič, pozdravljen in dobrodošel doma. V bistvu je glasba, ki jo boš predstavil na 61. Jazz Festivalu Ljubljana, v bistvu ima neko predzgodbo. Kot napoveduje že naslov in številka v njem, 2. In sicer se navezuje na tvoj debitantski album Port of Life, ki je šel pri založbi kaset in plošč RTV Slovenija leta 2016 in je imel velik uspeh, ne? Predstavljal si ga po vsem svetu in v ZDA si prejel zanj tudi nagrado, in sicer Združenja ameriških skladateljev, avtorjev in založnikov Johnnyja Mandela. In v bistvu je bil to nek multimedijski projekt, ne, vključeval je poezijo, videoinstalacijo. Zdaj, tam si opisal svojo izkušnjo, ko si se preselil v Ameriko in tam ostal 9 let. Kdaj si pa ugotovil, da nisi povedal vsega, čeprav gre za je šlo za neko psihološko zaokroženo celoto? Nekako od mraka do zore, te faz 6 stopenj akulturacije. No, in to je v bistvu, kdaj si ugotovil, da je to v bistvu šele začetek, in sicer začetek trilogije? Ja, to je odlično vprašanje. Res je, drugi del Port of Life se direktno navezuje na prvega in nekako sem ugotovil, da nisem vsega povedal še s prvim delom, takoj v bistvu po tem, ko smo posneli glasbo, torej ne že pred samim izidom. Namreč, seveda preden slišiš glasbo, ne veš, kako bo vse skupaj zvenelo. Kljub temu, da smo že imeli koncerte pred snemanjem, govorimo o prvem delu, nekako šele po ovekovečenju tega v studiu je začela prihajati do mene nova inspiracija, nove neke zgodbe, potem tudi s samim bivanjem v ZDA oziroma v New Yorku je prihajalo do nekih novih psiholoških procesov oziroma procesov akulturacije, ki jih jaz rad imenujem. In nekako v bistvu nadaljevala se je zgodba ravno tega postati del neke nove kulture, ne. In nekako potem čez čas, tudi ko sem začel te misli strnjevati na papir, začel pisati o njih, sem ugotovil, da gre za neko novo zgodbo, ki pa se direktno nanaša na stare v bistvu stadije akulturacije oziroma stara stanja in potem seveda o tem povedal več kasneje, ampak zaenkrat to je to, ja, v bistvu res sem. Ja, ker suita je v bistvu napisana za 11-člansko zasedbo, se pravi jazzovski septet in godalni kvartet. Stavke si že v tem prvem delu, a ne, zelo dobro okarakteriziral, se pravi, šlo je za nekih 6 faz akulturacije, slovo, evforija, kolaps, osamitev, prilagoditev in nov začetek. A si se tudi tokrat zdaj te zadeve lotil zelo sistematično v skladateljskem smislu? Ja, seveda, tudi ta zgodba ima ravno tako več faz, ki se direktno navezujejo. Zdaj, ne vem, če bi jih našteval, ker je kar malo so daljši naslovi, v bistvu bolje elaborirano vse skupaj, če lahko tako rečem. In nekako, če gre poslušalec res, ko bo prebiral nov album, ki izide to poletje, če bo ga vzpostavil zraven prvega, bo lahko videl, da so v bistvu nekako podobna stanja, ne. Torej, spet jih je, nekako sem sicer drugače zasnoval celotno zadevo, ampak spet gre od tistega nekega novega začetka, ne, kjer smo pač končali s prvim delom, pa potem do nekega novega spoznanja, ki sem mu pa jaz rekel, seveda potem velika praznina, ne, oziroma emancipacija od skupinske identitete, torej kako postati del neke kulture in se hkrati osvoboditi kulture, ne, istočasno, torej da sprejmeš vse, kar je okrog tebe in sprejmeš vse, kar si bil in kar si, ampak nekako probaš zaživeti znotraj tega v duhu nekega miru, torej nekega spokoja oziroma neke enotnosti znotraj sebe, ne. In to je ta Enso v bistvu, ki
si ga dal tudi pod naslov te svoje nove suite. In sicer je to v zen budizmu simbol nekega, sicer predstavlja krog, pa predstavlja neko popolno razsvetljenje. In zanima me, kako si ti zamislil, kaj tebi ta simbol predstavlja, pa v bistvu, ker gre v kaligrafiji, je povezan zelo s potezo čopiča. Tako. In v bistvu kot bobnar tudi ti uporabljaš metlice. Direktno, res je. Zdaj me zanima, če si tudi na to povezavo pomislil. Ja, dejansko na same metlice ne, ampak je pa res, da v bistvu, kar je bilo meni pri samem raziskovanju Enza oziroma tega krožnega gibanja zanimivo, je, da gre za nesklenjen krog. Ne? Torej, da sicer imaš tudi verzije, ko lahko ga skleneš, ampak tradicionalno ni sklenjen krog in torej nekako opisuje dve zgodbi, torej neko zaokroženo celoto, ki pa ni čisto zaokrožena oziroma pušča prostor za interpretacijo. Jaz sem si tako to sam interpretiral in potem tudi nekako me je inspiriralo predvsem zaradi tega, ker sem začel ugotavljati, da se ponavljajo iste zgodbe iz prvega dela, v bistvu, ko sem zapisoval prve faze akulturacije. Nekako se je vse skupaj ponavljalo, ampak v te faze sem tokrat stopil ne prvič, ampak že drugič oziroma večkrat in z nekim novim znanjem predvsem in z nekim novim pogledom na svet je vse skupaj potekalo malo drugače. Zato tudi glasba nekako drugačna, čeprav gre za to popolnoma isto instrumentacijo oziroma iste člane tudi. Mislim, da gre Zamenil si sam pevko pa za samo pevko in basista. Ja. Ampak ja, res je, Enzo je neka taka čudovita stvar, ki se jo da interpretirati na dosti načinov. Tako da, Že med samim skladanjem si pa se v bistvu sam zastavljal neka vprašanja. Recimo, pa me zanima, če si najdel odgovore nanje. Eden je to, kar si že prej omenil, kako doseči nepremagljiva stanja notranjega miru in velike praznine. Ta drugo je pa, kako se prepustiti spominom, odpovedati pričakovanjem ter se vzdigniti nad fenomene kulturnih in skupinskih identifikacij. Ja, to je točno to, o čem sem govoril. In ta vprašanja so same predstavljala kar dobršen del celotnega procesa pisanja glasbe. Saj nekako sem želel doseči to stanje, v katerem sem sam odgovoren zase. Torej, da sprejemam posledice svojih dejanj in tudi nekakšno odgovornost. Torej se ne nanašam recimo samo za primer, da si lažje predstavljate, sem Žante Tičkovič, imam 3 šumnike v imenu in nekako, če bi prej sem v bistvu se vedno nanašal na to, ja, pa tako ali tako mi je že težje, samo po sebi zaradi tega, ker imam to. Sedaj z nekim novim pogledom, z nekim novim razsvetljenjem pa tega ne čutim več tako oziroma sprejmem to, kar sem. Torej, zanimivo je bilo tudi to, da sem pri prvem albumu prvič uporabil svoje ime Jean John, ki je zelo ameriško. Na drugem bo temu spet tako, ampak če pa že razkrijem, kaj bo sledilo v tretjem delu, pa je v bistvu vračanje na prvotno ime. Torej, deakulturacija, če lahko temu tako rečemo, ampak seveda to, da sem preživel toliko časa v ZDA in v tujini nasploh, je pustilo svoje posledice in to bo zmeraj v meni. Zmeraj bom edinstven samo zaradi tega. Tako da, Ker to, kar bomo slišali na Jazz Festivalu Ljubljana, je v bistvu še vedno neka newyorška zgodba. Tako je. Tako. Glasba je bila napisana popolnoma v New Yorku. Ker potem si se pa po 9 letih življenja v New Yorku ponovno izkoreninil sam sebe in se preselil v Barcelono. Tako rekoč si začel znova in se spet postavil pred nov izziv, ki si enkrat že v bistvu ga preživel. Kako pa je ta izkušnja zdaj nova? Ja, ta izkorenitev je bila delna, bom temu rekel. Najprej seveda, ja, Barcelona je super mesto in v bistvu sem tja odšel skoraj da priložnostno, bi temu rekel. Po eni strani sicer je bilo treba zamenjati okolje, se 9 let v takem mestu predstavlja potem
nekako nasičenost tudi. Ne. Vsak v bistvu rad spremeni okolje, če je to le možno. In zame pač čas, v katerem sem se za to odločil, je bil primeren in tudi idealen, bi temu rekel. Sama selitev pa ni bila čista izkorenitev zaradi tega, ker sem v bistvu ob koncu svojega newyorškega prvega poglavja spoznal čudovito punco in se tudi z njo poročil. In ona je v bistvu ameriškega rodu in v bistvu je Američanka in tako da nekako bom vedno prihajal nazaj že iz tega razloga oziroma tudi že planiramo, da se, če bo vse po načrtih, vrneva v ZDA januarja naslednje leto. Tako da gre na neko delno izkorenitev, spremembo okolja. Ja, mislim, tja si šel v Barcelono tudi študirati, a ne? Tako, ja, opravil sem magisterij oziroma trenutno ga zaključujem. Čakamo še samo magistrski koncert in pa magisterska naloga. In sicer si se, kaj pa je tema? V bistvu tokala, jazz tokala, ja. Ja, ampak si se pa tam posvečal tudi klasični kompoziciji? Ja, v bistvu klasična kompozicija zdaj predstavlja skoraj, da bi rekel, 35 oziroma 40% mojega udejstvovanja. Predvsem, seveda, nič se ni spremenilo, odkar sem se začel s to glasbo ukvarjati, oziroma s kompozicijo, odkar sem se začel ukvarjati s kompozicijo, namreč moja želja je bila izpopolniti svoj kompozicijski skill oziroma nekako priti na nek višji nivo samega skladanja oziroma predvsem raziskovati še večje zasedbe, orkestralne, potem zborovsko in mislim, da če hočeš to res opravljati na nekem nivoju, se je treba poglobiti v samo klasično kompozicijo, že samo zaradi orkestracije, potem harmonije, kontrapunkta in tako dalje. Ker to v bistvu tvoje, takrat se spomnim, ko si predstavljal v kinu Šiška, to je bilo, da me spomnim, pred 2016 prvič. Ne, to ja, ampak Requiem pa je bil zdaj v bistvu oktobra 2019. 2019, tako. Lani si v bistvu takrat rekel, da si na nekem ustvarjalnem razpotju, ne? Ena pot vod v skladanje in igranje džezovskih kompozicij, druga v skladanje klasičnih del in to si tudi takrat dokazal s 111-delno suito, ki pa jo je navdihnila glasba Palestrine in besedila gregorijanskih koralov. A te še zdaj v tem smislu si izbral pot v tem razpotju končno ali te še to zanima in te vleče še kam? Ja in ne. Ja in ne, bi rekel. Namreč gre za tako specifično zadevo, kar se tiče same orkestracije, namreč zbor z jazz kvartetom. Sicer jaz sem bil zelo zadovoljen z rezultatom, kljub temu, da nisem vedel točno, kaj pričakujem, saj je bilo malo revolucionarno v smislu, ne vidiš tega vsak dan in ne slišiš predvsem. In sem bil zelo zadovoljen, ampak bi rekel, da to šlo bolj za projekt kot kar drugega. Namreč sama tolkala in sama izraznost na bobnih je velikega pomena pri mojem udejstvovanju in mislim, da tega ne bom nikoli opustil. Torej, mislim, da bom samo planiral še večje zadeve, malo drugačne zadeve. Vsekakor se rad vračam tudi k tradiciji in tega ne zapostavljam oziroma ne zanikam. In ja, v bistvu se zelo veselim videti, kam me bo vodila ta pot. Namreč sam verjamem, da je v bistvu rezultat tvojega udejstvovanja samo okolica oziroma glasba, kateri si izpostavljen nekako v daljših časovnih obdobjih in iz tega se potem rodi čez čas nekaj zelo edinstvenega, ne? Recimo, ne vem, glasbenik lahko posluša to in to glasbo, lahko ga inspirira pop rock, lahko ga inspirira metal in slišali smo že vse te skupke tega in mislim, da ravno v tem času, v katerem smo zdaj, to zelo zanimivo oziroma nekako dela naše obdobje edinstveno, saj imamo na razpolago prav vse in iz vsega lahko črpaš inspiracijo oziroma se navdihuješ. Seveda pa pomeni to tudi nekakšna predanost tem zvrstem, saj je treba za dobro v bistvu mešanje vsega skupaj je treba nekako obvladati vrline.
mislim, neko odgovornost in Tako, spoštovanje do njih. Točno tako. Zdaj tole neizogibno vprašanje, a ne, kje si prestajal samoizolacijo oziroma kaj pa je ta izkušnja ti dala? Ja, zelo zanimiva izkušnja za vse nas, verjamem. Sam sem jo predstavljal v Barceloni in v bistvu mislim, da je bilo še posebej težavno za vse nas, ki smo bili v velikih mestih. Saj ravno v Španiji, verjetno tako veste, je bila koronavirus kar udaril močno in temu primerno so tudi sledile sankcije same vlade in nekih izhodi niso bili mogoči, razen v trgovino. Mislim, da 65 dni ni bilo mogoče iti. Torej, to pomeni tudi ne tekati, ne, v bistvu, nisi se mogel gibati. Ne? In to je zame predstavljalo veliko virus, jaz sem sam tudi športnik po naravi in v bistvu biti zaprt, se poskuša z jogo pa z vsem, vse se da, no? Ampak nekako je težko, predvsem v malem stanovanju to nekako prakticirati. Kar se pa same glasbe tiče oziroma samega ustvarjanja, pa bom rekel, da me karantena ni preveč presenetila oziroma me ni ustavila. Namreč ravno kar končujem projekt za big band in pa godalni kvartet. Namreč aranžiral sem glasbo David Bowieja, Black Star, celoten album, gre tudi za eno veliko zadevo, na kateri sem delal 7 oziroma 8 mesecev. In sem tik pred koncem in to je v bistvu bila moja karantena. Med drugim pa sem se tudi začel ukvarjati malo z elektroniko oziroma z elektronskimi bobni, strigerji, računalniško glasbo. Vse to je bilo edino, kar je bilo možno. Namreč pravi bobno v stanovanju nisem imel. Imel sem sicer neke približke, ampak to ni isto. Ne? In zanimivo obdobje. V bistvu jaz mislim, da je bila to odlična priložnost probati nekaj novega. In kdor je probal, kdor ni, oziroma mogoče še bo, ampak sam sem probal. No? Tako da. Ja, Žante Tičkovič, hvala za pogovor. Hvala tudi tebi, Tina. Hvala ti.